V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dragi sestre, dragi bratje, lepo pozdravljeni v teh čudovitih jesenskih dnevih, ko nas narava razveseljuje s prečudovitimi barvami, s tihim šelestenjem listja in tišino, ki nas vabi k razmisleku in hvaležnosti. Žal danes tega ne moremo slišati, ker je dež. Danes nas Gospod ponovno vabi v svojo navzočnost, ne kot gledalce, ampak kot tiste, ki iščejo, poslušajo in se pustijo preoblikovati. Bog nas v svoji besedi kliče, v Evharistiji krepi, v tišini pa se dotika naših src. Zato odložimo hrup vsakdana, odpovejmo se površnosti in vstopimo v ta sveti čas z vero, ponižnostjo in odprtim srcem. Naj nas današnje bogoslužje vodi bliže k Bogu, ki je vir miru, ljubezni in novega življenja. V nadaljevanju prisluhnimo obvestilom. Jutri v ponedeljek ob 19. uri bo v cerkvi molitveno srečanje, kjer bomo v molitvi iskali bližino Boga. Molitev nas povezuje, osrečuje in krepi v veri. V sredo 8. oktobra prav tako ob 19. uri bo v cerkvi preučevanje Svetega pisma z možnostjo diskusije in lastnih vprašanj ter komentarjev. Tokratna dinamična tematika bo na temo, kako dohajati družbo in svet, ki se reformirata s svetlobno hitrostjo. Se vam zdi, da vas spremembe bombardirajo z vseh strani? Se počutite pod stresom? Ste preobremenjeni? Imate premalo časa, da bi cenili in uživali v življenju? Se vam zdi težko slediti vsemu, kar morate postoriti? Če je tako, niste sami. Naš hitro spremajoči se svet nas hitro spravi v stres. Kaj lahko storimo, da se s tem spopademo? V petek 10. oktobra ob 19. uri bo v cerkveni hiši srečanje vseh, ki ste se prijavili na alfa tečaj. V nedeljo 12. oktobra ob 10. uri pa je osrednje tedensko bogoslužje. Naslednji teden je organizirana molitvena veriga v obliki posta. Vsi zainteresirani se lahko obrnejo na Lejo Brkič. V soboto 18. oktobra od 10. do 13. ure ste vabljeni na otroško srečanje z igrami, delavnicami in peko kostanja, ki bo pri cerkvi. Srečanje je primerno za otroke od 3. do 14. leta. Prijavite se pri katehetinji Tjaši Golobič-Tocin ali preko spletnega obrazca. V nedeljo 19. oktobra ob 18. uri smo vabljeni na osrednjo svečano tradicionalno glasbeno obarvano prireditev ob letošnjem praznikom reformacije, Trubarijada 2025. Kot dediči duhovnika in reformatorja Primoža Trubarja je ta praznik za našo cerkev kot rojstni dan. Zato se veselimo tega praznika in na praznovanje, ki mu rečemo Trubarijada, povabimo vse svoje bližnje in svoje prijatelje. Vabilo lahko najdemo na spletni strani cerkve, na družbenih omrežjih cerkve in na spletni strani Mestne občine Novo mesto. V mesecu oktobru se začne Trubarjeva bralna značka 2025-26 s kakovostnim naborom knjig in gostov. Vsi dosedanji udeleženci, kot tudi vsi novi zainteresirani udeleženci, se čim prej prijavite, najkasneje pa do nedelje 12. oktobra pri voditeljci dejavnosti slovenistki Suzani Krvavica. Sledi skupna pesem Bog bo skrbel za te.
za te, kadar zaide poraz poti, on bo skrbel za te. Bog bo skrbel za te, ves dan so noč, daje pomoč, vreme preloži dan, on ti je vselej bran. Kar potrebuješ, on dal ti bo, Bog bo skrbel za te. Prošnje nikdar ti odbil ne bo, on bo skrbel za te. Bog bo skrbel za te, ves dan so noč, daje pomoč, vreme preloži nam, on ti je vselej bran. Ko se spopadeš s kušnjavami, Bog bo skrbel za te. Raje se vedno le naopri, on bo skrbel za te. Bog bo skrbel za te, ves dan so noč, daje pomoč, vreme preloži nam, on ti je vselej bran. Bog bo skrbel za te, ves dan so noč, daje pomoč, vreme preloži nam, on ti je vselej bran. Izvolite sesti. Biblično vodilo za naslednji teden je iz knjige preroka Jeremije, 17. poglavje, 14. vrstica. Ozdravi me, Gospod, in bom ozdravljen. Reši me in bom rešen, saj ti si moja hvala. Prisluhnimo še poeziji 147. psalma. Aleluja! Zakaj dobro je prepevati našemu Bogu, zakaj prijeten je, hvalnica je primerna. Gospod je graditelj Jeruzalema, izbira Izraelove pregnance. On, ki zdravi potrte v srcu in obvezuje njihove rane. On, ki zvezdam določa število, vsem daje imena. Velik je naš Gospod in silen v moči, za njegovo razumnost ni števila. Gospod podpira ponižne, krivičnike ponižuje do zemlje. Zapojte Gospodu zahvalo, igrajte našemu Bogu na citre. Amen. Pred nami je še priznanje grehov. Naš Bog in Gospod, ti nam ponujaš svoje prijateljstvo in milost. Vseeno pa se mi vedno znova odvračamo od tebe in te z našimi slabimi dejanji mnogokrat razočaramo, ko so naša srca napolnjena slabimi nameni. Hodimo svojo lastno pot, ki nas vodi v greh, strah in negotovost. Zato te prosimo, Gospod, usmili se. Besede milosti in slavospeva pa pravi takole. Tako pravi Gospod, izkazoval bom milost, komur hočem biti milostljiv, in usmilil se bom, kogar se hočem usmiliti. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Molimo. Dobri Bog, hvala ti, da si z nami in nas vodiš na poti našega življenja. Hvala ti za tvojo besedo, s katero ozdravljaš potrte, zlomljene. Za tvojo bližino, ki je namenjena nam, ko je potrebujemo tvojo pomoč in ljubezen. Gospod, ozdravi nas in bomo ozdravljeni, kajti ko ti ozdraviš nezdrave odnose, smo ozdravljeni. Ko smo utrujeni, nas poživiš. Ko smo na koncu svojih moči, nam podari nov začetek. Ko živimo brez upanja, nam podari smisel življenja. Prosimo te tudi za vse, ki so telesno ali duševno bolni in trpijo zaradi različnih bolečin. Zaradi Gospoda Jezusa Kristusa ostani z vsemi nami. Amen. Pesem, s katero bomo nadaljevali naše bogoslužje, pravi:
O sladek čas, molitve čas. O sladek čas, molitve čas, usmerja k nebu moj obraz, pred Božji prestol vabi me, povem se želje njemu le. Ko žalosten, obupan sem, ko lažbo najdem le pri njem, skušnjavec čisto je odšel, ko čas molitve je prišel. O sladek čas, molitve čas, na krilih nosi prošen glas, Gospod moj čaka tukaj me, da k njemu zdaj zatečem se. Molitvi rad prihajam jaz, kjer Bog odkriva svoj obraz, prelagam nad skrbi prav vse, verujem, da usliši me. O sladek čas, molitve čas, na krilih nosi prošen glas, Gospod moj čaka tukaj me, da k njemu zdaj zatečem se. K molitvi rad prihajam jaz, kjer Bog odkriva svoj obraz, prelagam nad skrbi prav vse, verujem, da usliši me. K molitvi rad prihajam jaz, kjer Bog odkriva svoj obraz, prelagam nad skrbi prav vse, verujem, da usliši me. Izvolite sesti, draga cerkev. In ko smo pred pesmimi, ki jih bomo skupaj peli kot skupno molitev, prisluhnimo tudi berilu iz Jakobovega pisma, 5. poglavje od 13. do 16. vrstice. Če kdo med vami trpi, naj moli. Če je kdo dobre volje, naj poje hvalnice. Če je kdo med vami bolan, naj pokliče starešine cerkve in naj nad njim molijo, ter ga v Gospodovem imenu pomazilijo z oljem. In molitev vere bo rešila bolnika in Gospod ga bo okrepil. Če je storil grehe, mu bodo odpuščeni. Zato izpovedujte grehe drug drugemu in molite drug za drugega, da boste ozdravljeni. Veliko moč ima dejavna molitev pravičnega. Ko pridemo v različne težke situacije, se ljudje radi odzovemo na dva načina, da se ali umaknemo vase, stran od bližnjih, ali pa jih morda pretirano obremenjujemo s svojimi težavami. Boljša je verjetno vmesna pot, da v vsakem času ohranjamo skupnost z bližnjimi, z brati in sestrami, hkrati pa tudi sami premislimo o svojem življenju in svoje prošnje v molitvi prinašamo pred Boga. In k takšnemu ravnanju nas spodbuja današnji odlomek, saj nas v množini nagovarja kot skupnost verujočih in spodbuja, naj v različnih časih skupaj molimo, se skupaj veselimo, smo med seboj iskreni, si priznamo svoje šibkosti, molimo drug za drugega in odpuščenim nam bodo grehi. Tako nas vabim, kakor pesem, ki pravi: duša naj moja vsa, slavi Božje ime, kajti vemo, da se te naše molitve, naše hvalnice usmerjajo k Bogu, ki je vir življenja, ki odpušča in nas ozdravlja. Tako naj naša duša, ne glede na to, ali je žalostna ali vesela, slavi Boga, ker je on tega vreden in zaslužen. Kdor lahko, naj vstane in skupaj zapojmo pesmi, ki so pred nami.
Hvalil te bom, Gospod, in slavil med ljudstvi vsemi. Tebi hvalice prepeval bom med narodi. Saj dobrota tvoja bo do nebes je velika, zvestoba oblake presega Gospod. Ti povišan si, Gospod, na vsa nebesa. Tvoja slava nad zemljo je povsod. Ti povišan si, Gospod, na vsa nebesa. Tvoja slava nad zemljo je povsod. Hvalil te bom, Gospod, in slavil med ljudstvi vsemi. Tebi hvalice prepeval bom med narodi. Saj dobrota tvoja bo do nebes je velika, zvestoba oblake presega Gospod. Ti povišan si, Gospod, nad vsa nebesa. Tvoja slava nad zemljo je povsod. Ti povišan si, Gospod, nad vsa nebesa. Tvoja slava nad zemljo je povsod. Tvoja slava nad zemljo je povsod. Bog Oče, hvala ti za možnost, da v vsakem trenutku molimo k tebi. Hvala ti za cerkev, za možnost priznanja in odpuščanja grehov in za ozdravljenje naših bolezni. Naj bodo naše molitve goreče, neprestane in ti jih po svojem usmiljenju usliši in se proslavi skozi naše lepe in manj lepe trenutke. V Jezusovem imenu, amen. Sledi utrinek za otroke. Dragi otroci, sedaj je čas za vas. Ste vsi? Ste. Čeprav poletje je že konc, rad bi vam postavil eno zelo zanimivo vprašanje. Kaj imate najraj obuto poleti? Kaj imate na nogah najraj obuto poleti? Jaz imam natikače. Kaj pa vi? Čevlje.
Kaj pa vi, fantje? Ti povej. Ti. Čevlje. Čevlje? Neče natikače. Zanimivo. Pol sem jaz edini, katero od odraslih ima rad natikače. Tako. Najraje bose. Zelo zanimiva zadeva je pri natikačah. Imajo slabe in dobre strani. Katere so dobre strani, če imate obute natikače? Se mi je do en izgubo sem natikače. Tukaj, evo. Imate take natikače? Ne? Pa veste, katera je najboljša znamka? Adidas. Moje so Champion. Lepo. Veste, natikače imajo svoje slabosti in svoje prednosti. Katere so prednosti natikače? Ni vroče, hitro jih obuješ in hitro jih sezuješ. Samo daš noter nogo. Kaj pa je slabost natikačev? Tako ti padajo, ali pa da ti se noge hitro umažejo. Pa moraš redno nohte rezati, da ti se ne vidijo nohti. Dragi otroci, veste, v Jezusovem času niso imeli čevljev, niso imeli tenisk, niso nič imeli. Imeli so le sandale. In zdaj vam bom pokazal, kakšne sandale so imeli. Poglejte, take sandale so bile v Jezusovem času. Ali pa take. Ali pa take. In kakšna povezava imajo natikači pa sandali? Kakšna razlika je med njimi? Natikači so, razlika med natikači in sandali je samo tisto, ker sandali imajo pašček od zadaj. Veste, v tistem času ljudje so hodili po puščavah, povsod je bilo umazano, tako je, noge so bile umazane. In veste, takrat, ko si prišel v hišo kakšnega človeka, te je pričakalo tam, da ti je služabnik opral noge, umil noge. To velja še danes na Bližnjem vzhodu. Veste, to niso delali kralji, niso delali gospodari, ampak kdo je delal to? Kdo je pravil noge ljudem? Ok, pridemo do Jezusa. Jaz sprašujem, kdo je prav noge ljudem? Služabniki, bravo. Veste, na zadnji večerji, katero se bomo mi danes spominjali, je Gospod Jezus vzel lavor, je vzel brisačo in je umil svojim učencem noge. Kaj to pomeni? On je bil njihov kralj. On je bil njihov učitelj, pa kljub temu je imel prav noge. Veste, otroci, imel prav noge. Pa mislite, da moramo tudi mi to danes isto narediti? Jaz mislim, da ne. Tukaj je Jezus hotel naučiti vse nas, tudi odrasle, da služimo eden drugemu. Tako da, ko boste v šoli, ko boste pri verouku ali kjerkoli, da rabi kdo pomoč, pomagajte mu. Ko boste starši kosilo skuhali, pa jim pomagajte pospraviti, pa oblačila, vse jim pomagajte. Ker služiti eden drugemu, to pomeni umiti noge enem drugem. Zdaj pa hitro pejte verouku in se boste še kaj naučili.
Mi pa pojdimo k obhajilu. Dragi sestre, dragi bratje, sedaj prihajamo k osrčju našega srečanja Gospodovi večeri ali Evharistiji. To je pomemben krščanski sakrament, ki ga je Jezus postavil pri zadnji večeri svojimi učenci tik preden je bil križan. Pri Gospodovi večeri se spominjamo Jezusovega trpljenja, smrti in vstajenja. Spominjamo se njegove bezgrešne daritve na križu za nas. Gospodova večerja ali Evharistija ni le osebno doživetje, ampak globoka povezanost z Bogom in kristijani po celem svetu. Bog ne želi le občasno se pogovarjati z nami, ampak si želi biti z nami vsak trenutek. Zato ob zaužitju Evharistije postanemo del čudežne ljubezni, ki se ne izčrpa, ampak se deli in v tem je moč krščanskega življenja. Molimo. Gospod Jezus, žal nam je za vse grehe, s kateri smo te užalili. Očisti naša srca in naredi nas vredne sprejeti tvojo sveto Gospodovo večerjo. Oprosti nam, ko smo te ranili z besedo, mislimi in dejanji. Zato se kesamo in prosimo za tvoje odpuščanje. Jagnje Božje, ki odjemaš greh sveta, usmili se. Kristus, usmili se. Amen. Naj luč vere, ki prihaja iz svetega krsta, razsvetli dušo, da bo čista sprejela dar večnega življenja. Gospodova večerja nas vabi, da ne ostanemo le pri obredu ali sakramentu, ampak da iz cerkve stopimo kot nosilci miru, odpuščanja in ljubezni. Vabim nas, da skupaj molimo molitev Oče naš, ki je molitev cerkve. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Saj tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava na vekomaj. Amen. Naš Bog in Gospod, prosimo te, posveti ta kruh in vino po svojem svetem duhu, da bomo jedli od kruha življenja in pili iz keliha odrešenja. V imenu Boga Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Blagor tistim, ki so povabljeni na Jagnjetovo svadbeno gostijo. Vzemite od kruha življenja, to je Kristusovo telo za nas darovano.
Ker smo eno v Gospodu, bomo vsi skupaj vzeli od kruha. Vzemite in pijte iz keliha odrešenja. To je Kristusova kri za nas prelita. Ker smo eno v Kristusu, bomo vsi hkrati speli iz keliha odrešenja. Prazne kozarčke odložite v pladnje.
Molimo. Gospod Jezus, zahvaljujemo se ti za dar ali zakrament, ki si ga podaril tej cerkvi. Naj nas povezuje v ljubezni in edinosti, da bomo zvesto pričevali o tebi v svetu, v katerem živimo. Pomagaj nam, da rastemo v veri, upanju in ljubezni. Amen. Izvolite sesti. Pred nami je še kolekta. S pesmijo Srečen sem bomo pobrali, kar smo prinesli s seboj danes za izgradnjo Božjega kraljestva. Izvolite sesti. Milost vam in mir od Boga, našega Očeta in Gospoda Jezusa Kristusa. Amen. Drage sestre, dragi bratje, dovolite mi, da današnjo pridigo na 16. nedeljo po Sveti Trojici začnem z zanimivo metaforo, ki je resnična. Ali ste kdaj razmišljali o tem, kako se ljudje priučimo nemoči? Čeprav imamo kapacitete in možnost, da se odzovemo drugače, da se rešimo, tega ne storimo. Poglejte slone, ki jih imajo v cirkusu. Ko je slon še mladiček, ga privežejo z vrvjo, ki je dovolj močna, da ga zadrži. Ko odraste, je še vedno privezan s to isto vrvjo, ki je zdaj šibka in bi jo slon zlahka premagal, se od nje odvezal in pobegnil, a slon ne poskuša pobegniti, mu niti na pamet ne pride, da bi pobegnil, ker verjame, da ne more. To je naučena nemoč v praksi. Psiholog Seligman je prišel do podobnih zaključkov, ko je delal eksperimente z živalmi, od katerih smo se zelo veliko naučili tudi glede obnašanja nas, ljudi. Znan je Seligmanov dvostopenjski eksperiment. Seligman je živali postavil v kletko, kjer so delovali elektrošoki. V kletki je bilo tudi stikalo, s katerim je žival lahko elektrošok ugasnila. Pri eni skupini živali to stikalo ni delovalo, pri drugi pa je. Ko je Seligman namestil pregrado v kletko, bi morale živali le preskočiti čez ogrado, pa bi se rešile elektrošokov. Tiste živali, ki so se naučile, da se elektrošoki kljub pritiskanju na stikalo ne ustavijo,
si sploh niso upale skočiti čez pregrado, pri čemer bi jih ta skok čez pregrado rešil elektrošoka. Seligman je s tem eksperimentom dokazal fenomen naučene nemoči, kar je kasneje dokazal tudi pri ljudeh. Gre torej za prepričanje, da naša borba ne vpliva na izid ali rezultat, zaradi česar se vdamo v usodo in ne ukrenemo ničesar. Eno tako zgodbo ali tako stanje bomo videli tudi v odlomku današnje pridige. Brali bomo iz Evangelija po Janezu 5. poglavje prvih 9 vrstic, kjer pravi takole. Potem je bil judovski praznik in Jezus je šel v Jeruzalem. V Jeruzalemu je pri ovčjih vratih kopel, ki se po hebrejsko imenuje Betesda in ima 5 pokritih stebrišč. V njih je ležalo veliko bolnikov, slepih, hromih in sušičnih. Čakali so na valovanje vode, kajti od časa do časa je prihajal v kopel Gospodov angel in vzburkal vodo. Kdor je po vzburkanju vode prvi stopil vanjo, je ozdravel, naj si je imel katerokoli bolezen. Med njimi je bil tudi človek, ki je bil bolan 38 let. Jezus ga je videl, kako leži tam, in ker je vedel, da je že dolgo bolan, mu je rekel: bi rad ozdravel? Bolnik mu je odgovoril: Gospod, nimam človeka, ki bi me dal v kopel, kadar se voda vzburka. Medtem, ko grem tja, se spusti pred menoj kdo drug. Jezus mu je rekel: vstani, vzemi svojo posteljo in hodi. In mož je takoj ozdravel. Vzel je posteljo in hodil. Amen. Hvala Bogu za njegovo sveto, neminljivo in resnično besedo. Dragi zbrani, ko beremo Janezov evangelij, ga moramo razumeti predvsem iz teološkega zornega kota, saj v sebi skriva veliko pomembnih teoloških resnic. Kar zagotovo iz prebranega odlomka najbolj pade v oko, je torej človek, ki je bil 38 let bolan. O njem ne vemo kaj dosti. Ne poznamo njegove identitete. Pravzaprav ne vemo, kako mu je ime. Gre za anonimneža, ki je bil 38 let bolan. Sklepamo lahko, da je njegova bolezen telesne, duševne in duhovne narave. Grški izvirnik nam namreč ne daje točnih informacij, za kakšne vrste bolezni je šlo. Besedilo ga opiše kot hromega, pri čemer grški izvirnik uporabi besedo astenes, ki dobesedno pomeni šibak, nemočen in lahko predstavlja oznako za neko dolgotrajno invalidnost. Glede na to, da se očitno sam ni mogel premikati, lahko sklepamo, da gre za neke vrste paralizo. Pri čemer je ta paraliza seveda različne narave, ne zgolj telesne. Zapis torej ne pripoveduje le o telesni bolezni, saj je grški izvirnik zelo bogat. Zato lahko iz sobesedila sklepamo, da ima ta človek tudi druge bolezni. Poglejte, trpi za hudo socialno izolacijo, saj pravi, da nima človeka, ki bi mu lahko pomagal. Gre za sliko družbene izključenosti, sliko družbene osamljenosti. Si predstavljate človeka, ki je 38 let sam, brez prijateljev, brez družine, brez odnosa z drugimi ljudmi. Po judovskih zakonih je namreč veljal za duhovno nečistega, zaradi česar se nihče z njim ni družil. Ni imel družine, pa če tudi jo je kdaj imel, se ga je družina zagotovo odpovedala, ker je zbolel. Judje so namreč verjeli, da je bil njegov greh tako velik, da si je zaslužil družbeno izolacijo, sicer ne bi zbolel. Po judovskih zakonih bi to pomenilo, da ga je Bog kaznoval. Zaradi bolezni je v hipu izgubil vse. Imetje, odnose, družino, bil je izključen
bi lahko danes rekli iz templja. Najdlje, kamor je lahko prilezel, je bil bazen imenovan Betesda, saj v tempelj zaradi svoje domnevne nečistosti ni smel vstopiti. O tem človeku pa izvemo še nekaj zanimivega. Trpi tudi za zelo hudo duhovno boleznijo. Izvemo namreč, da je bil bolan 38 let. Veste, ta številka ni omenjena kar tako, saj gre za sliko in usporednico z Izraelci. V Stari zavezi beremo, da so Izraelci 38 let potovali po puščavi. To je bil čas njihove duhovne zablode, duhovne zmedenosti, osamljenosti, kar simbolizira tudi stanje tega človeka. Prebrali smo tudi, da se je hromi nahajal pod 5 stebrišči pri bazenu v Betesdi. Prva cerkev in cerkveni oče Avguštin sta v tem videla globoko simboliko, namreč videla sta 5 Mojzesovih knjig, torej sliko Tore in postave. Ampak žal mu zakon, postava, pravila ne prineseta rešitve. Še vedno ostaja bolan. Pod prvim stebriščem, torej pod prvim stebrom, ki simbolizira prvo Mojzesovo knjigo, je morda tako, kot je zapisano v prvi Mojzesovi knjigi, ugotovil, da je grešen, kot Adam, da je zgrešil, da je padel v greh. Čeprav se zaveda svoje grešnosti, pa vendar rešitve ne najde. Ko je ležal pod drugim stebriščem, je morda močno iskal izhod iz suženjstva greha, tako kot je zapisano v drugi Mojzesovi knjigi, ki opisuje izhod iz Egipta. A žal, sam ne najde izhoda iz svoje situacije. Nato se je prestavil pod 3. stebrišče, kjer so se izvajali obredi očiščevanja, ki so sicer na dolgo in široko opisani tudi v 3. Mojzesovi knjigi. Morda je skušal slediti togim verskim pravilom, priti v to očiščujočo kopel, a mu žal to ni uspelo. Podobno, ko je sledilo bivanje pod 4. stebriščem, kjer je tako kot Izraelci v 4. Mojzesovi knjigi potoval po duhovni puščavi, se spraševal, iskal odgovore na zapletena življenjska vprašanja, ki pa jih žal ni dobil. Obupano se je zleknil pod 5. stebrišče, kjer je čakal na ponovitev zaveze z Bogom, kjer je čakal, da bi ta voda v kopeli vzburkala kot Izraelci v 5. Mojzesovi knjigi, ki so čakali na ponovitev zaveze, ponovitev odnosa. A kaj, ko nam grški izvirnik pravi, da je šlo pri tem 5. stebrišču le za magično verovanje, vrače, bi rekli danes. Iz tekstovne kritike lahko namreč sklepamo oziroma je razvidno, da 3. in 4. vrstice našega prebranega odlomka v originalnem odlomku sploh ni bilo. 3. in 4. vrstica se pojavita kasneje, skozi stoletja, ko je urednik Janezovega evangelija ti 2 vrstici dodal z namenom, da bi pojasnil ozadje. Torej gre za zapis, ko pravi, da so bolniki čakali na valovanje vode, kajti od časa do časa je prihajal v kopel Gospodov angel in vzburkal vodo. Kdor je po vzburkanju vode prvi vstopil vanjo, je ozdravel, naj si je imel katerokoli bolezen. Torej ta zapis je bil dodan dosti kasneje. Gre namreč za dopolnilo urednika Janezovega evangelija, ki je hotel s tem povedati, da je glavni junak naše zgodbe, torej moški, ki je bil 38 let bolan, v bistvu verjel v magičnost, v vraževerje. Judje tega niso učili, da bi voda vzburkala in potem, kdor bi prvi stopil vanjo, da bi ozdravel. To so bile ljudske vrače. Na nek način so si ljudje povsem naravni pojav v tedanjem času začeli razlagati kot nekaj magičnega. Če pogledamo arheologijo potem in seveda zgodovino, potem vidimo, da so ljudje leta in leta čakali pri tem 5. stebrišču, torej ležali pri tem bazenu v Betesdi, izgubljali svoj dragoceni čas.
V bistvu so ustavili svoje življenje, čakali, ležali, sedeli v Betesdi, da bi ujeli pravi trenutek valovanja vode, misleč, da jih bo to ozdravilo. Pri tem zgodovina pravi, da so se tudi brutalno prepirali, tekmovali, se izrivali, si nagajali, čeprav so bili vsi bolni, ker so verjeli, da bo ozdravil le tisti, ki bo prvi stopil v vodo. Si predstavljate kaos in zmedo pred tempeljskim dvoriščem, pred bazenom, kjer so ljudje iskali rešitev? Tudi Hromi iz zgodbe je verjel tem zgodbam, zato lahko mirno zaključimo, da je živel v duhovni zablodi, dolgih 38 let. Povsem običajen naravni pojav so si namreč ljudje interpretirali kot magičnost. Če pogledamo arheološke zapise, vidimo, da je bilo območje Betesde sestavljeno iz zgornjega in spodnjega bazena, pri čemer sta bila oba bazena pravzaprav povezana s podzemnim kanalom. V prvem bazenu se je zbirala deževnica in v določenem letnem času, ko je bilo dežja več, se je potem v spodnjem bazenu zaradi pritiska, ki se je pojavil, res navidezno zdelo, kot da voda žubori. To je približno tako, kot če bi šli mi danes v toplice, se usedli v džakuzi, kjer bi malo voda brbotala. In ko so ljudje videli ta pojav, so si seveda začeli razlagati, da gre za moč magičnega ozdravljenja. Tako so bolni in osamljeni ljudje vrsto let čakali, da bi se jih domnevni Gospodov angel dotaknil. Pri tem seveda velja omeniti, da gre za popolnoma napačno razlago, ki nikakor nima krščanske logike, saj vemo, da Bog nikoli ne dela razlik v nas ljudeh, da bi ozdravil le tistega, ki je prvi, ki je torej najhitrejši. Bog zagotovo nima namena spodbujati tekmovalnosti med nami. Torej, ko razumemo sedaj ozadje in mentaliteto tedanjega časa, se za hip ustavimo pri tem bolniku. Dragi prijatelji, pisec je načrtno izpustil identiteto tega človeka. Načrtno je dovolil, da gre za anonimneža. Veste zakaj? Ker je ta moški, ki je bil toliko časa bolan, ta hromi mož, arhetipska podoba Adama, človeka, ki je izgubil dostop do Božje bližine, ker je zgrešil, ker je izgubil Božjo slavo in sedaj čaka na novo milost. Njegova anonimnost je v bistvu slika naju, saj v tem človeku najdeva tudi sebe, kaj ne? Ta človek sva tudi jaz in ti. Tudi midva sva se že znašla ali pa se še bova znašla v stanju, ko bova občutila telesne, duševne ali duhovne bolečine. Morda se ravno sedaj kdo od vas bori s težko boleznijo. Morda ne vemo, koliko časa nam je ostalo do konca življenja. Morda smo obupali. Morda pa nam v naših mislih in glavah odzvanja tisti stavek, ki ga izreče tudi ta človek. Gospod, nimam človeka, nimam nikogar, osamljen sem. Morda sem starejši, pa nimam človeka, ki bi mi pomagal. Morda sem utrujen, pa nimam človeka, ki bi mi priskočil na pomoč. Morda sem žalosten, pa nimam rame, na katero bi se naslonil in se zjokal. Morda sem brezupen, morda sem brez moči in nimam roke drugega, ki bi me dvignila. Morda pa se počutim kot zadnji na tem svetu, ker me vedno kdo prehiti. Kot pravi zapis, medtem ko grem tja, torej k tej vodi, k tem bazenu, se van vedno pred menoj spusti nekdo drug. Morda se tako počutim v ljubezni, da mi mojo simpatijo vedno spelje nekdo drug, ki je mikavnejši, lepši, bogatejši, sposobnejši od mene. Morda se tako počutim na delovnem mestu, kjer drugim uspe, ker se pač znajo prilizniti nadrejenim. Moje delo pa ostaja neopaženo. Morda se tako počutim v družini, kjer vse, kar naredim, ni dovolj cenjeno, ostaja neopažen, v senci, nikoli dovolj dober.
ali se lahko poistovetimo s krikom tega obupanega moža, ki pravi: Gospod, nimam človeka. Morda pa že leta in leta iščemo odgovore na zapletena življenjska vprašanja, kot so: zakaj živim? Kaj je smisel mojega življenja? Morda smo 38 let zapravili na svojem duhovnem potovanju, verjeli vraževerju, magičnosti, ki ni dala rešitve. Morda smo vložili veliko energije, časa, denarja, truda, a vseeno ostali notranje prazni in nezadovoljeni. Morda so bile naše odločitve zaradi tega tudi napačne in so nas vodile v pogubo. Mož v naši zgodbi se oklepa dveh nasprotujočih si duhovnih vidikov. Po eni strani se prestavlja iz enega stebrišča na drugo izmed 5 stebrišč, kar pomeni, da se čvrsto drži verskih pravil in postave, saj stebrišča, kot smo rekli, simbolizirajo Mojzesovo postavo. Morda je utrujen od farizejstva, samopravičnosti, moraliziranja, utrujen od poslušanja, kako je itak sam za vse kriv. Po drugi strani pa gre v drugo skrajnost in naivno verjame in čaka, da bi se voda spremenila v magično moč, ki bi ga ozdravila, a kaj, ko nima človeka. Morda je utrujen od vseh duhovnih alternativ, ki so mu pobrale dragocena leta življenja. Zmeden od nejasnih duhovnih ponudb, ki se pojavljajo na duhovnem trgu. In kaj se zgodi po vsem tem? Pride Jezus, vstopi v njegov svet in ga vpraša, če bi rad ozdravel. To vsaj v meni vzbudi strašen revolt, odpor. Jezus, kako lahko človeka, ki je že 38 let bolan, vprašaš, če bi rad ozdravel? Pa saj je menda logično, če tava v osamljenosti, zmedenosti, bolezni 38 let, da ti ne bo odgovoril: ne, Jezus, pravzaprav, jaz bi bil rad kar še naprej bolan. Kakšno vprašanje, navidezno, morda provokativno. Vendar Jezus s tem vprašanjem naslovi stanje njegovega duha. On sam se je namreč odločil, da bo živel v lastni nemoči. Naučil se je nemoči, o kateri smo govorili na začetku. Pravzaprav se je odločil, da bo kapituliral. Sklenil je, da je itak vse brez veze, da ga itak nič ne zanima. Nihče ga ne mara, nihče mu ne bo pomagal, raje bo ostal žrtev. Pravzaprav se je zapletel v krog samopomilovanja. Izgubil je voljo do življenja. Na nek način Jezus s tem vprašanjem v njem prebudi motivacijo. Sprašuje ga, če je pripravljen na duhovno odločitev, če je pripravljen na novo, drugačno življenje. William Barclay je glede tega Jezusovega vprašanja komentiral takole: Jezus ni želel ozdraviti telesa, ne da bi prebudil duha. Torej Jezus s tem vprašanjem človeku daje možnost svobode, spoštuje njegovo svobodno voljo, se ne vsiljuje, hkrati pa ga prebuja. Ta moški je bil vrsto let v stanju pasivnosti, čakal je, bi rekli danes, da bi mu pomagala država, sosedje, družina, cerkev, prijatelji, sam pa se ni kaj dosti aktiviral. Zato Jezus skuša predramiti njegovo dušo, njegovo motivacijo. Veste, kaj pravi cerkveni oče Origen, ki je živel relativno blizu izvora vira, torej relativno blizu nastanka Janezovega evangelija? Pravi takole: Bog nikoli ne ozdravlja brez soglasja duše. Jezus je torej od njega želel pristanek. V raziskovanju temu pravimo informirano soglasje. Pošteno, kaj ne? Očitno je Jezusova poteza zelo na mestu. Saj moški ne odgovori s pričakovanjem: da, Jezus, seveda, želim si biti zdrav, dovolj imam bolezni, pač pa, kot smo videli v odlomku, na dolgo in široko razlaga, zakaj ne more vstopiti v navidez magično vodo. Tu vidimo njegove izgovore, ujetost v nemoč.
kar nam razkriva njegovo duhovno stanje, ki ga je treba alarmantno in takoj ozdraviti. Dragi prijatelj, morda sva tudi jaz in ti kdaj v takšnem stanju. Iščeva izgovore. Ujeta sva v svoja prepričanja, v svoja mnenja, v svoje izkušnje. Preveč sva osredotočena na okoliščine in zato spregledava odrešenika, ki stoji pred nama in nama ponuja roko, ter naju vabi v odnos, ne pa k ritualnemu obredu. V Betesdi so ljudje čakali na živo vodo, na valovanje vode, Jezus pa ponudi živ odnos, ki ozdravlja, ki obnavlja. Cerkveni oče Avguštin je tole lepo povzel, pravi takole: voda v Betesdi se je res da že premaknila, a kaj, ko je srce ostalo nepremično? Dokler ni spregovoril Kristus. Torej, Jezusovo vprašanje, ali hočeš ozdraveti, ni banalno. Je duhovni preizkus, je klic k svobodni odločitvi, je razkritje notranje drže in vstopna točka milosti. Veste, ozdravljenje se ne zgodi brez našega pristanka, brez soglasja srca, brez naše notranje volje za spremembo. Kaj človeku pomaga, da ga Bog ozdravi, a naprej živi tako, kot je živel prej, kot da se ni nič spremenilo? Torej, potrebna je volja. To pa je motivacijski dejavnik. Volja za spremembo, volja do življenja, volja, da je človek aktiven. Torej, volja, kot bomo videli kasneje, da človek vstane, hodi in služi. Sprašujem se, zakaj je Jezus ozdravil ravno tega človeka, ko pa smo prebrali, da je bilo tam mnogo drugih bolnih ljudi. Veste, zakaj je ozdravil ravno tega? Ker je bil očitno najbolj nemočen, najbolj odrinjen, najbolj izključen in zapostavljen. Jezus pogosto izbere najbolj prezrte, da razodene moč, naše šibkosti v Božji moči. Ta človek je bil namreč slika človeštva, slika mene in tebe. Torej slika človeštva, ki je padlo in se nikakor ne more postaviti na noge. Torej padlo človeštvo, ki nikakor ne more vstati. Čeprav so bili tam tudi slepi in sušični, pa je hromost v Svetem pismu vedno simbol nezmožnosti hoditi po Božji volji, nezmožnost služiti. Hromi ne more v tempelj, hromi ne more hoditi za Bogom, predvsem pa hromo, mrtvo človeštvo, ne more služiti, torej nima orodja, da bi služilo. Janezov evangelij ne opisuje čudežev kot spektaklov, ampak kot znamenja, v grščini temu pravimo semeija, torej znamenje duhovne resničnosti. Zato ozdravljenje enega moža predstavlja prispodobo za duhovno vstajenje, za krst, za novo zavezo. Jezus torej izbere enega, najbolj odrinjenega, da bi pokazal nam vsem, kaj pomeni srečanje z Božjo milostjo. In dragi prijatelji, poglejmo, kaj se sedaj ob koncu tega razmišljanja pravzaprav zgodi, ko imamo to interakcijo med Jezusom in bolnim človekom. Poglejte, Jezus vstopa, smo prebrali, skozi ovčja vrata v kraj, ki se imenuje Betesda. Jezus prihaja v Jeruzalem, čeprav ga v Jeruzalemu, bodimo pošteni, niso ravno sprejeli. Pa vendar prihaja v Jeruzalem najverjetneje v času Pashe. Pasha je zelo pomemben, skoraj da največji judovski praznik. Pri tem gre seveda za sliko, da na največji judovski praznik skozi ovčja vrata vstopa sam Bog. Prihaja skozi ovčja vrata, pri čemer nam že ime ovčja vrata hitro da do znanja, da so se ta vrata tako imenovala zaradi tega, ker so skozi ta vrata vedno vozili ovce, ki so bile namenjene za žrtvovanje v templju. Zato so ovčja vrata povezana z daritvijo, z očiščenjem, s pravo, z Bogom. Poglejte, sedaj pa Kristus kot dobri pastir vstopa skozi ta ista vrata kot pravo, a hkrati zadnje,
darovansko jagnje. Vidite, že zaradi tega lahko sklepamo, da je krščanstvo resnično. Kajti takšne podrobnosti, da bi jih en človek, pa če tudi bi imel nadpovprečne intelektualne sposobnosti, razumel in vedel, da mora ravno takrat, ravno ob tistem času vstopiti ravno skozi ovčja vrata, je malo da ne nemogoče. Torej, vidite, Jezus vstopa skozi ovčja vrata. Pravzaprav gre za prehod med starim in novim, med staro in novo zavezo. In ko Jezus vstopi in odpre pogled, na nek način vidimo, da se ustavi pri Betesdi, pri čemer gre za sliko prehoda od zakona, postave k milosti, torej od številnih živalskih žrtev k pravi žrtvi, k pravemu jagnjetu, ki odvzema greh sveta. In potem Jezus vstopi v Betesdo. Kaj je Betesda? Dragi zbrani, Betesda je kraj človeške stiske. Ob tem bazenu namreč ležijo in sedijo hromi, bolni, slepi. Betesda predstavlja simbol človeške ranjenosti, duhovne nemoči, čakanja na rešitev. Morda sva se tudi midva znašla v Betesdi. Morda sva se znašla na kraju kapitulacije, ko ne veva, kako naprej in nazaj. Veste, kaj pa v prevodu pomeni Betesda? Pomeni hiša milosti ali hiša usmiljenja. Torej kraj, ki predstavlja simbol moje in tvoje ranjenosti, hkrati postaja kraj Božjega usmiljenja. Pa veš zakaj? Ker vanj vstopi Kristus. Veste, kje je v resnici Betesda? Tudi danes jih imamo, zelo veliko. Ena izmed njih je tu. Betesda je v resnici slika cerkve, kjer se zbiramo ranjeni, da bi prejeli ozdravljenje. Ozdravljenje pa je slika krsta žive vode, ki ne prihaja iz rituala, pač pa prihaja iz odnosa z Bogom, kjer človek vstane iz greha, začne novo življenje. Betesda ali cerkev postane kraj, kjer Božja beseda vstopi v človeško nemoč in jo spremeni v novo življenje. Kaj pravi Jezus hromemu v Betesdi? Vstani, dvigni svojo posteljo in pojdi. Torej, kam mora iti? Iti mora ven. Iz Betesde, iz hiše usmiljenja, gre ven. In kaj dela zunaj? Zunaj služi. Govori ljudem o dobri novici. Skrbi za to, da so njegovi odnosi poravnani. Pravzaprav gre za spremembo življenja. In teh 5 stebrišč Mojzesove postave kar naenkrat se spremeni v 5 stebrišč ali 5 stebrov Božje milosti. Poglejte, ko Jezus vstopi v Betesdo, v cerkev, skozi ovčja vrata, vsak izgubljeni, vsak potrti človek, vsak osamljeni in vsak duhovno mrtvi človek pri prvem stebrišču prejme usmiljenje. Bog namreč vidi trpljenje, ki ga drugi spregledajo. Hromi mož je tam ležal 38 let, prezrt in pozabljen. Milost se torej začne z Božjim pogledom. Ko Bog vzpostavi očesni stik, figurativno govorjeno, z mano in s tabo, vzpostavi pa ga preko odnosov z drugimi. Torej, tudi danes lahko to vidimo. Pri drugem stebrišču človek prejme bližino. Jezus namreč ne ostaja oddaljeni Bog nekje v oblakih, pač pa govori, vstopa v našo zgodovino, vstopi v naš prostor, z nami vzpostavi dialog, vstopi v našo bolečino, želi biti blizu našemu trpljenju. Pri tretjem stebrišču milosti prejmemo obnovo. Jezus namreč ne ozdravi samo našega telesa, ker bi bilo to premalo, pač pa ozdravi tudi našo dušo in našega duha, saj pravi, ne greši več, da se ti ne zgodi kaj hujšega. Milost torej ni le tolažba, ampak je klic k prenovi, k novemu življenju. Pri četrtem stebrišču prejmemo svobodo, svobodo pa tudi življenje. Jezus namreč pravi, vstani, vzemi svojo posteljo in hodi.
Veste, milost ni pasivno dejanje. Milost je pravzaprav aktivna reč. Milost človeka tako dvigne, da mu vrne izgubljeno dostojanstvo, da mu da odgovornost, željo po svobodi. Zato je milost dejavna. In če razumemo milost, to pomeni, da nas Kristus poziva, da nismo več pasivni, da ne živimo v svoji nemoči, pač pa da ustanemo in začnemo aktivno sodelovati v življenju. Našo nemoč spreminja v moč, naše smiljenje samemu sebi pa v moč služenja. Šele ko je mož začel hoditi, je začel služiti drugim. Bolniško posteljo je pustil za sabo, pomilovanje, občutke krivde, sramu, žalosti, obup in lastne komplekse je pustil na tisti zgubani, znucani posteli. 38 let je bila njegov edini svet le stara vzmetnica, ki mu je predstavljala okvir njegovega življenja. Tako trdno se je oklepal. Sedaj pa njegov svet predstavlja vsak, ki mu lahko služi. Jezus mu torej širi obzorja, daje mu svobodo in potem pridemo do zadnjega stebrišča. Torej potem moški na koncu prejme še en dar. To pa je dar občestva, dar skupnosti in odnosov. V nadaljevanju odlomka, tega nismo prebrali, vendar če pogledamo doma, piše, da je šel v tempelj. Končno je lahko vstopil v skupnost, med ljudi. Milost, dragi prijatelji, nas ne vodi v izolacijo, pač pa nas vodi v občestvo, v odnos z Bogom in z bližnjimi, kjer se praznuje ozdravljenje in novo življenje. Dragi brat, draga sestra, kako dolgo bomo še čakali? Morda se nam zdi absurdno čakati 38 let, pa vendar, ali je to res tako absurdno, kot se zdi? Koliko let bo potrebnih, da se upremo grehu, zlu, nepravičnosti? Bo 5 ali 10 let dovolj, da bodo ugasnili bojni topovi vseh vojn po svetu? Bo 15 let dovolj, da bomo nahranili ljudi po celem svetu, ki so lačni? Danes, dragi prijatelj, danes, dragi zbrani, imamo možnost, da vstopimo v svet kraj, kjer Božja milost sreča človeško nemoč. Prav tam, kjer ni več upanja, lahko milost postane temelj novega začetka. Kako se bomo odločili? Dragi brat, draga sestra, naj ti postavim nenavadno vprašanje. Bi rad ozdravel? Bi rada ozdravela? In mir Božji, ki presega ves razum ljudski, naj varuje vaša srca in vaše misli v Jezusu Kristusu, našem Gospodu. Amen. In pesem, s katero lahko odgovorimo na retorično vprašanje, ki sem ga postavila na koncu pridige, pravi: dotik tvoj sem začutil. Sem spolna greha, krivdo nosil sam večer. Odlej sem dotik začutil, dotik, ki osvobodil me je. Dotik tvoj sam
nacenil mi. Venomer te bom proslavljal, naj pesem moja k tebu kipi. Dotik tvoj sem začutil, preplavil mi je srce. V meni zgodil se čudež je, ko ti si dotaknil se me. V meni zgodil se čudež je, ko ti si dotaknil se me. Prejmite še duhovniški blagoslov. Gospod naj te blagoslovi in varuje. Gospod naj razjasni svoje obličje na teboj in ti bo milostljiv. Gospod naj obrne svoje obličje k tebi in ti podari mir. Amen.